Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Ja, pa so za nami prazniki, tudi prvomajski, ampak še posebej so praznovali v nedeljo v Miklavžu pri Ormožu. Namreč spomnili so se svetega Florjana, ki je zaščitnik gasilcev že dolga leta in seveda kdo, če ne gasilci, so priredili pravo slovesnost ob tem prazniku. Tako da se nam je zdelo prav, da v goste povabimo ljubiteljskega zgodovinarja, vodjo muzeja pri Miklavžu, pri Ormožu in človeku, ki ga seveda vsa zgodovina zelo zanima, Mirko Fekonja je z nami. Mirko, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljen. Verjetno sem kaj izpustila pri predstavitvi, ne? Sva rekla vodja muzeja, pa potem, seveda gasilec, ne? Ljubiteljski zgodovinar. Kaj tukaj še manjka? Ja, skoraj z vsemi stvarmi se pri Miklavžu ukvarjam. Sem tudi član kulturno-turističnega društva pri Miklavžu, dolgoletni igralec in zdaj v zadnjem času tudi režiser. Tako da se tudi s kulturo kar dosti ukvarjam, pa tudi sem član zgodovinskega društva Ormoža, Zveze vojnih veteranov Slovenije v Ormožu. Pa mogoče še kaj. Ja, zgodovina pa je tisto, ne, kar vas najbolj gane, ne, kot rečemo po domače. Kdaj ste začutili to željo, da bi malo raziskovali zgodovinske momente? Ja, tako to je bilo mogoče bolj slučajno, ali pa tudi nekako. Vedno čitam neke knjige, ne sicer tako pogosto, nisem neke pogoste obiskovalec knjižnice, ampak čitam vedno nekaj, nekako so me zgodovinske knjige zelo zanimale. Nekaj časa tudi druga svetovna vojna, sedaj pa sem šel še malo nazaj, se pravi zgodovina Miklavža, karkoli je z Miklavžem povezani dogodki, kakšne druge stvari in to me nekako ostalo v srcu in nekako mi je, ko smo odprli gasilski muzej, mi je nekako bilo to na kožo pisano, da sem to vso znanje lahko prenesel zdaj na obiskovalce, ki pridejo. Res, da je Miklavž majhna vas, skoraj skrita, bi lahko rekel, od ljudi, ker vsi se mimo peljejo, ampak ima izredno močno zgodovino, bogato zgodovino ljudi, močni ljudje od tu izhajamo, če samo omenimo škofa Ivo Jožefa Tomažiča, edinega škofa z tega našega področja, pa še veliko je takih oseb, ki bi lahko omenili. Pravzaprav gre za 10. obletnico gasilskega muzeja, ki je v tem času oziroma v teh 10 letih kar dobil lep in dober sloves. Ne? Imate veliko obiskovalcev. Ja, letos praznujemo 10. obletnico našega muzeja in moram povedati, da je obisk, ko smo ga odpirali, nismo niti si sanjali o tem, mogoče, da bo to, ampak imamo izredno dosti obiskovalcev. Moram povedati, da si večinoma to pridejo gasilci, pa tudi drugi upokojenci, pa tudi drugi, ampak je dosti obiska, včasih je že to malo za nas, ki ljubiteljsko delamo, že naporno, ampak to dokler z veseljem delamo. Moram povedati, da smo 3 ali 4 muzeji, moram jih tudi pohvaliti, to je Bojana Vrmjak, mi dosti pomaga, Emil Fekonja, pa še drugi. Podporo imam praktično od predsednika, od predsednice, od vseh, tako da je obiskov dosti in smo zadovoljni. Odkot pa sploh ideja, da ste torej pred 10 leti napravili muzej oziroma se odločili torej, da? Ja, ideja je bila že dolgo. Moram povedati, da smo v gasilskem domu, sem jaz pred že mogoče 20 leti gori na podstrešju, se pravi v stolpu gori na enem takem podesu našel 2, po domače vedno, jabolčni kišti gradiva. Ko to prenesem dol, sem videl, da je to kompletna zgodovina našega društva od 21. leta do danes. Spravi vsi zapisniki, vsi računi, blagajniške knjige, kronika društva in vsega tega, takoj to pokličem takrat predsednika Emila Trstenja, ko to gledamo, čitamo. To nismo mogli verjeti. To je bilo za vsako letnico lepo z špago zvezani vsi dokumenti. To očistimo, damo gor in takrat smo že mi začeli razmišljati, jaz pa on pa še mogoče kdo, da bi to morali nekje razstaviti, to nekako ljudem predstaviti, to je škoda, da bi to zapadlo nekam. Potem pa smo tam začeli dogrevati gasilski dom, ko smo imeli projektanta, smo se odločali, ali razširimo dvorano za nekje za 100 oseb ali pa naredimo muzej. Ko sem jaz začel razlagati to v muzeju, so se skoraj posmehovali, bi lahko rekli, niso verjeli, da to niti jaz nisem verjel, da bi to lahko sploh bili mi zmožni pri Miklavžu narediti in tako je to šlo korak po korak. Podporo smo takrat dobili tudi od takratnega predsednika Boštjana Kosenča, Jurkovičov Dejan, danes predsednik Gasilske zveze, takrat še bil mladi član, on je nekako projektiral ta gasilski dom in tudi njemu sem, da bi probali ta muzej narediti in tako je muzej nastal. Še prej pa smo se mi dogovarjali takrat z turističnim društvom, da bi pri Miklavžu mogoče lahko naredili vinogradniški muzej,
muzej kmečkega orodja, pa tudi gasilski muzej. To smo imeli neke projekte v Farovških Štalah, ker pa tam to ni šlo, težko je bilo takrat, oni so takoj odstopili od tega, mi pa smo še to vedno vztrajali. Takrat smo pristopili tudi k županu, takrat še k trofejniku, Viliju, ki ni imel nekega posluha preveč. On je samo rekel, vi to, kar imate, preneste v Ormož, tu v eno sobo, bomo tu naredili ta vaš muzej, če bi že to radi imeli, ampak smo rekli, tega ne bomo nikam peljali, če bo po Miklavžu ali pa ne. No, v tem času seveda se je nabralo še in še eksponatov, koliko pa jih sploh imate v tem muzeju? Ja, ogromno eksponatov, zdaj točno število ne morem povedati, moram pa povedati, da smo sploh dobili naziv muzeja, je bila dolga pot. Praktično, da smo dobili naziv muzej, lahko bi imeli samo spominsko sobo ali gasilsko zbirko, je bil pogoj, da imamo nekako samostojne dejanske samostojne stvari, se pravi, da imamo zbirko motornih brizgalk, filatelije, razglednice, medalje in tako, da imaš vsaj štiri samostojne zbirke, skupaj povezane na temo gasilstva, lahko dobiš muzej, naziv muzeja. In če ne bi jaz takrat poznal Petre Planinc, vodja pa kustosinjo v gasilskem muzeju v Metliki, verjetno tega tudi ne bi dobili. In tako, jaz sem vedno vztrajal samo muzej. Problem pa je bil v tem, da je to mali muzej, da je to vse skupaj razstavljeno v 90 kvadratih in je to premala prostornina bila za muzej. Vi smo to naredili samo gasilsko zbirko ali društveno zbirko, nekako tako. Tu sem tudi dobil podporo takrat od Ormoškega muzeja, predvsem od Nevenke, ki mi je tudi pomagala dosti pri postavitvi in je rekla, dajmo samo muzej. Kaj ti lažje se mogoče prijaviš na kakva sredstva, čeprav se nikam ne prijavljamo, ampak mogoče se kdaj bomo. Eksponatov je zelo veliko, pravim, praktično vse večjih stvari sploh več ne dodajamo. Zadnji čas smo dodali samo še eno motorno brizgalno, eno starejšo z leta 1927, dobili smo jo iz Celja Gaberja, našega pobratenega društva, drugače pa skoraj več ne razstavljamo nobenih stvari, kajti če je tega preveč, potem bo že to izgledalo kot skladišče, ne pa več kot muzej. Pa razmišljate, da bi recimo poskrbeli za širitev muzeja oziroma za prostorom? Ja, so v daljni neki prihodnosti, mogoče ja, ampak to je vse povezano z velikimi finančnimi sredstvi. Praktično gasilski dom skoraj več ne moremo kam širiti, bi pa v sobi tam, kjer sedaj spremljamo goste, naredili tehnično stvar, se pravi, da bi motorke tja preselili, sicer bi takrat bi izgubili nekaj malo manj, bi imeli prostora za obiskovalce, ampak tako bi lahko razširili glavni del muzeja, ampak končno pa mi smo s tem zadovoljni. Koliko mi to ljubiteljsko delamo, je to za nas dosti, tako da ena tako nekako ideja je, bi spodaj pri gasilskem domu naredili en paviljon, se pravi en leseni paviljon, lepo ga uredili, osvetlili in tam razstavili nekaj teh večjih eksponatov, tako bi tudi pridobili prostor zgoraj v muzeju. Ampak to je vse povezano s finančnimi sredstvi. Leta 1921 imamo 100. obletnico, do takrat še ne bo, ko pa bo 110. obletnica, pa sigurno že bo. Ja, no in Florjanovo, ki ste ga torej praznovali minulo nedeljo, je torej bilo posvečeno torej 10. obletnici muzeja ali kako ste to vse skupaj povezali? V naši kroniki piše, da smo mi Florjanovo praznovali že od vsega začetka. Prvi zapis je iz leta 1924 in takrat naprej mi vedno praznujemo Florjanovo, vse tam nekje do leta 50-55. Takrat pa je takratna oblast prepovedala obiskovati mašo z gasilskimi simboli pa s prapori. In tam nekje 55. 60. leta smo prenehali obiskovati in vem, da mi je Ata razlagal, da so še gasilci nekaj let samo v civilu šli takrat k maši za Florjanovo in pa še to prenehalo. 90. leta, 89. 90. pa so spet ti starejši gasilci, ki so takrat še živeli, ko so to še obiskovali, jaz se tega sicer ne spomnim, ko so zadnjič hodili k Florjanovemu, predvsem Šeko Vinko, Štruclov Janez, Meškov Ivan, Trstenjakov Franček, Fejkonjev Stanko, sem že rekel, ja, tako, zahtevali pa prosili Emila Trstenjaka, takrat predsednika, da bi še mogoče obudili, pa še enkrat šli na Florjanovo. Takrat so bili tisti neugodni časi preobrati, pa to vse skupaj. Res smo se mi 90. leta odločili, v skromnem številu, nekako v strahu smo šli k maši. Takratni župnik Alojz Strunk nas je z veseljem sprejel, nas blagoslovijo in potem je mogel Trstenjak Emil iti na zagovor, zakaj z simbole gasilskimi k maši. Ni bilo kazne, ampak od takrat naprej pa vedno hodimo za Florjanovo k maši. V prejšnjih časih smo tudi nesli kip Florjana, ga dali na oltar in ga tam blagoslovili, to bomo ponovili tudi letos.
Se pa bo vse skupaj, oziroma se je začelo vse skupaj z eno lepo gesto, ne? Ste se spomnili tudi vseh preminulih gasilcev in se odpravili tudi tako skupinsko, ne, na pokopališče. Tako je. Vedno, tudi letos smo šli na pokopališče, tam položili cvetje v spomin vsem pokojnim gasilcem krajevne skupnosti Miklavž, z minuto molka smo se jim posvetili in nekako je to spomin na vse naše prednike, ki so začeli delovati 21. leta in mi to moramo vzdrževati še naprej in res smo ponosni na njih. Oni pa bi verjetno tudi bili ponosni na nas, če bi nas danes lahko videli, kako imamo urejeni gasilski dom. Po maši pa gremo pred gasilski dom, tam pa bo blagoslov vozil, gasilcev, pa otvoritev razstave. Tudi ta kip torej boste odnesli Florjanov v cerkev, oziroma ste odnesli, ne, in je blagoslovljen, pa v cerkvi ostane ali se potem ta kip vrne v gasilski Ta dom? kip nima neke zgodovinske vrednosti, moram povedati. Mi smo, kot pravim, 90. leta šli k maši, 97 leta pa sem jaz ta kip, da je betonski kip, nekako po oglasih, pri enem betonerju, ki to betonira, našel. Tam smo ga kupili, pa ga pripeljali k Miklavžu, tako da je iz leta 1997 smo ga tu pobarvali in ga nosimo k maši. Je pa ta kip vedno v gasilskem domu. Ampak ob Florjanovem ga vzamemo z njegovega častnega mesta, ga nesemo v cerkev, tudi letos smo to naredili, pa ga pol vrnemo nazaj spet v gasilski dom. Letos pa ga bomo vrnili na častno mesto, se pravi na razstavi bo razstavljen. Kdo je pravzaprav bil ta sveti Florjan? Ja, sveti Florjan je bil veteran rimske vojske in nekako se je on potegoval, je razširjeval krščanstvo in ker njegovi nasprotniki tega niso marali, so ga, to je bilo leta 301, so ga mučili, najprej fejst mučili, potem pa mu okrog noge navezali mlinski kamen, tega vrgli v reko, po nekega reka naplavila in pol so ga pokopali in tako je sveti Florjan zaščitnik gasilcev, mlinarjev in nekoč so pravili, da je sveti Florjan zaščitnik samo pred poplavami. Na tistem mestu, kjer so ga pol našli, ga je naplavila reka Emaus, so pol zgradili cerkev svetega Florjana in tako je postal sveti Florjan zaščitnik gasilcev, mlinarjev in po nekih podatkih tudi pečarjev in keramikov. No, nekako ste torej vse te praznike lepo tako zložili, ne, v vaši krajevni skupnosti. Kako pa ste doživljali prvomajske praznike, tudi budnico ste letos prvič doživeli? Ja, kako ste sprejeli ormoške godbenike? Res, po dolgem času smo spet godbo pri Miklavžu imeli, to gre zahvala predvsem našemu županu. Moram povedati, da smo mi godbo pri Miklavžu imeli, 62 let je prenehala igrati in nekoč smo mi že budnice imeli in praznovanje 1. maja. Letos pa smo spet to na en svečani način in dosti krajanov se je zbralo in so lepo počakali našo godbo, ormoško godbo, da je zaigrala budnico, sicer malo pozneje, ne zjutraj, ampak res lep praznik 1. maj smo imeli pri Miklavžu. Je bil tudi postavljen kakšen mlaj? Ne, mlaja nismo postavljali, nekoč v preteklosti v kroniki pa piše, da so gasilci za Florjanov postavljali mlaj, tudi ležečega. In v enem dogodku tudi piše, da so postavljali ležečega in kdo ga je preplezal, je dobil hlačevino po srajcu za nagrado. Mogoče pa bi res, o tem sem jaz že nekoč razmišljal, ko sem bil predsednik, da bi pred gasilskim domom postavili mlaj in upam, da bomo mogoče kdaj tudi to postavili v naslednjih letih. Letos še ga nismo. No, pa morda za isto takšno nagrado, ne? To bi bilo zanimivo. Zanimivo, za ene hlače pa za eno srajco. Ali blago za hlačevino, tako je. No, pa morda še kakšna beseda o praznovanju 1. maja v Miklavžu. Kot pravite, je bilo včasih to kar, ne, velika praznovanja so se dogajala tudi v vaši krajevni skupnosti. Po slikah, ki jih imam, pa tudi po ustnih zapisih, pa tudi po zapisih, so 1. maj praznovali pri Miklavžu vedno pred spomenikom padlim borcem, ki je pod cerkvijo in takrat je godba zaigrala in tudi nekaj slike, da se je lepo okrasil Miklavž, zbralo se je veliko ljudi, tudi gasilci so v ešalonu ostali, pa drugo društvo, tudi lovci so prišli in smo takrat praznovali prvomajske praznike na veliko. Če je bila godba, to vedno popestri. Tako da tudi pevski zbore smo imeli vedno močni. Tako se je 1. maj, koliko imam podatke, po drugi svetovni vojni kar lepo praznoval pri Miklavžu, že nekoč. Kaj pa se je dogajalo minula leta, recimo?
Minula leta sedaj nazaj pa nismo nekako tako, vem, da so kakšni pohodniki so šli, mi smo imeli odprti gasilski muzej, pa po domače imeli kakšen šank pri gasilskem domu, je pa res, da je šlo dosti pohodnikov skozi Miklavž. In če drugo ne smo ga ograsili zastavami, pa smo sprejemali teh, ki so šli mimo, da smo jim ponudili kako pijačo in so pol nadaljevali pot. Upam, da bo zdaj ta tradicija, ki je letos bila, spet se nadaljevala, tako da bo drugo leto še boljše. No, na kaj pa ste vi recimo kot tako en ljubiteljski zgodovinar, krajevni zgodovinar, ne, najbolj ponosni, kar se tiče zgodovine vašega domačega kraja? Ja, moram povedati, da naš kraj ima kar močne osebnosti, so se rodile pri nas in nekako smo tudi na njih ponosni. Praktično ponosni smo vse. Moram povedati, da smo mi 21. leta sicer najstarejše društvo gasilsko bilo ustanovljeno, je pa prej že delovalo prosvetno društvo. Tako da smo res ponosni na to kulturo, ki se je pri Miklavžu že od nekoč razvijala. Vse prvo, kaj v kronikah piše, gasilskih pa teh drugih, da je bilo ogromno iger pri Miklavžu. Res so se igre in tudi meni je zdaj čas, da lahko to nadaljujem. Se pravi, ogromno iger se je dogajalo. Imeli smo močne zbore, cerkvene zbore. Nekoč je delovalo tudi veteransko društvo. Se pravi, vojaki, ki so prišli z prve svetovne vojne, so ustanovili veteransko društvo, imeli so tudi svojo zastavo. Ker je veteransko društvo s časoma pol prenehalo delovati, ker so verjetno ti ljudje pomrli, so to veteransko zastavo prenesli na gasilsko društvo. In tam v kroniki tudi piše, da so raziskovali, če bi lahko predelali. To je edini zapis. Pol pa nikoli več o zastavi ne piše, verjetno predelali niso, ali se ni dalo, ali pa se je izgubilo. Torej ponosni smo lahko praktično na naše prednike, na vse, karkoli se je dogajalo. Res, takoj po drugi svetovni vojni smo zgradili veliko dvorano, zdaj smo jo preurejali in smo tudi na to lahko ponosni. Cerkev imamo izredno lepo, tam 16. stoletja, baročno cerkev z enim izredno krasnim oltarjem. Čeravno je bila cerkev izropana, takoj 10-20 let po zgraditvi. Tudi pozneje so jo nekako preurejali, ampak smo res lahko ponosni na ta lepi mali trg, bi lahko rekli, pred cerkvijo, ki je zanimiv tudi potem, včasih je reče, zakaj še imamo vedno kamenje pred cerkvijo, to zdrave. Ne? Moram povedati, da so v eni kroniki prečital, da je bilo močno blato vedno pred cerkvijo, so ljudje odločili, pa so s koši, pa s konji, pa s kravami vozili te velike kamne z reke Drave in tam tlakovali si sami. Zato je to in nekateri pravijo, to moramo dati ven, ampak jaz pravim, če so ljudje to v koših nosili zdravih Miklavža, zakaj ne bi to ostalo? Je pa to edinstveno, tega nikjer ni vsake to gledal. Kaj pa Faroške štale, kakšna zgodovina oziroma kakšna usoda jih pravzaprav čaka? Tu je to problem. To je komenda, praktično komenda križniškega reda z leta 1888. To pomeni komenda, to je bilo zbirališče vsega hrane, vse, kar so križniki tukaj imeli in tukaj shranjevali, potem pa pošiljali na Dunaj. Tu so bile Faroške štale, to se reče štale, praktično so bile naredene kot štale. To je bilo kot skladišča za vino, za pridelke, za vse skupaj. Nimajo zdaj imajo neko zgodovinsko, kulturno vrednost, ampak nobeden nič praktično o tem ne dela. So bili neki projekti narejeni in škoda, res to je v centru našega Miklavža, ki bi se lahko sovpadalo s to našim centrom Miklavža. Kaj pa se bo zgodilo, pa ne vem, škoda je res temu, to je mogočna zgradba, velika zgradba. Nekoč po drugi svetovni vojni so že zapori bili v tej zgradbi. Tudi razne delavnice so bile, en čevlar je delo tukaj nekaj časa, pol je delo eden Makedonec, ki je popravljal pa lotolonce, ključavničar sem upravljal iz Makedonije, je bil, ne vem, kako je prišel, ampak nekaj časa. Pa tudi mizarska delavnica je bila, naš domačin Filipič je imel dobro, močno mizarsko delavnico. Danes pa propada praktično. Kaj pa bi pravzaprav lahko bilo v teh štalah, recimo? Bi lahko bila dvorana oziroma muzej, no, en takšen konkreten muzej. Kakšna je površina pravzaprav? Površina je kar velika, zdaj točno mer ne vem, ampak vem, da je sigurno vsaj 20 metrov dolga, pa mogoče 80 ali pa 12 metrov široka ali pa še več. Sicer je v 2 nadstropjih, lahko bi se celo v 3 nadstropjih naredili, ker spodnji prostori so izredno visoki, pozneje pa leseni strop, pa je bilo gori nekoč skladišče za krmo, se pravi kot, ne vem, kaj še prej bilo, ampak tu za krmo. Je bil, ko sem prej že omenil, ideja, da bi tukaj naredili pač večji muzej, združeni drugi tudi muzeji, naprimer kot vinogradniški, kmetijski ali pa gasilski ali bilo kaj, ampak zaenkrat to v lasti križniškega reda in moram povedati, tu ni niti elektrike, niti vode, niti ni betonskih plošč spodaj, ne zgoraj, praktično bi to trebalo kompletno obnoviti tudi z ostrešjem, kar pa ne vem, če se bo to sredstva. Ste kaj potrkali na vrata križnikov?
Je bil kakšen odziv? Je bil neki odziv, sicer vem, da še tudi prejšnji predsednik Emil Trsten je o tem večkrat razlagal, pa tudi so bili neke ideje o tem. Križniki so rekli, ni problema, vi samo delajte, ne? Samo urejujete, samo vedno to se mora nekako s pogodbo, z nekimi stvarmi urediti, ne moreš to samo gremo pa začeti delati. Škoda pa upam, da se bo to v bližnjem času uredilo, kajti praktično tudi se ta trg opisuje, kajti od teh Foroških štal pa do cerkve je en zid pa en obok, ki zdaj propada, ki bo prej ali slej verjetno padel. In škoda je bilo, da bi ta mali trg edini, ki ga imamo tako zanemarili, ker lahko bi se tukaj bilo kaj dogajalo na tem trgu ali pa na teh dvorišču Foroških štal. Jaz pa še kot Blažekovi smo imeli neko idejo, da bi tu mogoče kako igro priredili, kajti to je tako zaprti prostor, bi se dalo, akustično bi koliko toliko dobro bilo nareto, ampak to zaenkrat miruje. In če bi se mogoče Foroške štale rodili, bi tudi tu lahko nekaj se dogajalo. Ne. Škoda, lep plac je, pa sameva, pa propada, najbolj tudi propada, Kazim Miklavž, turisti hodijo mimo in to vidijo, ampak še en pade slučajno ta zid, ta obok, pa tako se več nikoli ne bo zgradil. Bo kaj protekcije morda v vaši krajevni skupnosti, glede na to, da župan prihaja od tam? Ne računamo mi na neke velike protekcije, lepo da je, župan vsaj to je, da je župan živi z nami, pa da vidi, kaj se dogaja in bo lažje mu razložiti neko stvar, direktno protekcije, nekaj velikih ne pričakujemo, vsaj mi ne gasilci, vsaj krajevno skupnost verjetno ne, ampak bar da je pri stvari župan, da ve, da vidi, da mu ne rabiš to na dolgo razlagati, pa da ne rabiš razlagati, kakšen pomen ima to. Ne. Pa morda še o načrtih vaših osebnih, kar se tiče zgodovine, pa načrti muzeja, gasilskega društva. Sedaj, ker smo že izpeljali to razstavo, praktično kar dober obisk je bil, lepo je bilo. Še do jeseni, ko bo osrednja prireditev 10. obletnice gasilskega muzeja, ker to je samo uvod, bi še rad priredil neke spremljajoče prireditve, ker preko stamelnikov zgodovine imam izredno dosti slik od Miklavža, razglednic in nekako po teh slikah in razglednicah lahko skoraj ugotoviš, kako se je Miklavž razvijal, kako je bilo to, lahko vidiš tudi, kako je na primer lipa zrasla pred cerkvijo, kajti najstarejšo razglednico imam z 1889 leta pri Miklavžu in pri Miklavžu so takoč delovale 3 trgovine in 3 gostilne in vsak je izdal svoje razglednice. Na razglednicah pa je vedno bil motiv njegove hiše, se pravi tam, ko je imel svoj obrt, gostilno ali pošto ali trgovino, ter kraj Miklavž, pa večinoma Jeruzalem še zraven. Ne? In tako se po teh, ker po žigih poštnih, pa po izdaji razglednice vidiš letnico, lahko skoraj ugotoviš, kako je Miklavž se razvijal, kako je to potekalo vse skupaj, ker imam tudi drugih razglednic dosti o pomembnih dogodkih, naprimer o gostijah, o krstih, birmah in tako naprej. Bi rad naredil nekako eno tako oddajo, mislim, tako diapozitivi, bi lahko obogatili Miklavž, se pravi, kaj se je dogajalo skozi celostno zgodovino pri Miklavžu. Načrto imam sicer, da bi še mogoče nekoč izdal neko knjigo razglednic pri Miklavžu z vsemi temi dogodki, kajti ogromno stvari imam zapisanih, ogromno so mi ljudje povedali, to so razni šaljivi ali pa žalostni dogodki, ki bi lahko vpleli v to, kajti, kot pravim, 3 izdajatelji so pri Miklavžu, pa še Jeruzalem se posebej izdajo in tako da, ja pravim, Miklavž ima sigurno bogato zbirko teh slik, teh razglednic, tega vsega, jaz pravim, da ima Miklavž največ. Nima največ, Ormož ima več, tudi Velika Nedlja ima dosti, ampak noben nima zbranih. Jaz imam najstarejšo razglednico Ormoža z 1887 leta, ki pa vem, da ni najstarejša, ampak noben najstarejše nima tu pri Miklavžu, niti muzej na Ptuju je nima. Ne. Tako da bi to rad naredil, neko knjigo ali pač take te bogate spomine za Miklavž, tako, ampak upam, da to bo v naslednjih letih se izdalo. No, uradna prireditev pa bo potem jeseni, kar se tiče muzeja obletnice. Tako, takrat bo v jeseni, ne bo to ne vem kako na veliko, bo tudi pred gasilskim domom, pred muzejem, takrat moramo uradno res to proslaviti, izdajamo neke medalje za zasluge. Moram povedati, da smo tudi sedaj izdali, ob razstavi smo izdali značko, spomin na 10. obletnico gasilskega muzeja ter otvoritev razstave ter razglednico. Ker pač razglednice potujejo, razglednica mora biti, smo izdali tudi eno razglednico z motivi gasilskega muzeja, pa Miklavža pa Florjana, jeseni pa bomo izdali uradno medaljo, spomin na 10. obletnico muzeja, ki jo bodo dobili praktično
člani gasilskega društva, zaslužni za muzej, pa tudi druge, ki so nam pomagali. Se pravi tako, da bi celo leto neke prireditve potekale pri Miklavžu. Sedaj ob tej razstavi, ki je bila v nedeljo odprta, pa moram povedati, da smo imeli izredno zanimivo razstavo, tako da še to povem, tako se bo videlo to. Imamo dva izredno stara kipa, vsaj 100 let stara, eden je celo iz Miklavža, ki je bil v hiši Jožefa Pavličiča v Vozmetnicih, ker je tam so nekako predniki vsi pomrli, je bil kip gori v Liniji, en stari kip. On je bil tudi član gasilskega društva, pa ustanovitelj. In jaz sem vedno, da se šumimo, sem ta kip gledal, nekoč pa kipa več ni bilo. In poleg en so se zdravil, kje je kip, pravi, nešče ga je htel vkrasti, zgleda. Bila pa je zima, pa je sneg bil in mi to gledamo, kipa ni. Ko se je razstalil, smo videli, da je kip padel dol z svisel, točno na stopnice kleti in se je razpadel. Na 4 dele in to mene pokličejo, kip je dole, pridem, poberem, pa nismo glave nikoli našli. Potem nam je tam en domačin še glavo naredil, ga prebarvali, sicer ni več tak isti, ampak je vsaj 100 let sigurno star, pa še ponosni smo, da se je ohranil. Sedaj ga hranimo v gasilskem muzeju in bo na častnem mestu. Je tam nekje 67 cm visok, težki, masiven kip. Pripeljali pa smo tudi kip z Stojnc, leseni kip, tudi nekje star 100 let, izredno zanimiv. Pa še drugi, moram povedati, da nekje 16 kipov smo razstavili, od največjih pa do najmanjših, različnih, se pravi vlitih, lesenih, z Moškenc, z Gorišnice smo dobili tudi enega ročno narednega, najmanjši pa je 2 cm visok od obesek, tudi ta je zanimiv. No, kako dolgo pa bo ta razstava na ogled? Razstava bo na ogled do jeseni, do uradne otvoritve. No, to bomo seveda več o tem videli in izvedeli v tekoči oddaji Utrip Ormoža. Boste tam še kaj povedali. Sedaj pa zaenkrat, Mirko, hvala lepa za vsa ta pojasnila. Zelo lepo je govoriti oziroma se pogovarjati z vami in poslušati, kajti ste res eno tako zakladnica zgodovinskih podatkov vašega domačega kraja. Hvala. Vino, Mirko, lepo se imejte, hvala lepa še enkrat, veliko uspeha pri vašem delu, sledili bomo seveda vaša prizadevanja z veseljem. Srečno. Hvala, srečno. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci. Mirko Fekonja je bil to ljubiteljski zgodovinar, kot smo ga že predstavili, in seveda oglejte si tudi prispevek o oddaji Utrip Ormoža o Florjanovem v Miklavžu pri Ormožu. Sicer pa bodite z nami tudi prihodnji ponedeljek, ko pa bo naš gost Martin Kukovec, predsednik krajevne skupnosti Podgorci, pogovarjali pa se bomo o 43. prazniku vina in domačih jedi. Lepo pozdravljeni do takrat.